Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Mislim, da bo danes en tak čudovit dan, poln novih doživetij. Nahajam se v Benetkah. To je zgodba o tem, kako smo se tri kolegice, tri bivše sodelavke, odpravile z vlakom na enodnevni izlet v Benetke in s proračunom 50 € na osebo. Vozovnico smo kupili preko spleta, bila je pa 17 € v eno smer. Na vlak smo se odpravile 15 do 8 zjutraj na železniški postaji v Italijanski Gorici. Vožnja do Benetk traja 2 uri, vlak pa se ustavi na postaji Santa Lucia v samem osrčju mesta. Tako odpadejo kakršnekoli težave s parkiranjem in ogled mesta se lahko takoj začne. Na začetku izleta sem vključila pametno uro, ki beleži moje korake in lokacijo, tako da sem na koncu dneva lahko v aplikaciji videla, da smo skupno prehodile kar 10 kilometrov. Mislim, da bi se tle lahko prav vsak dan sprehajala, ker se prav veliko dogaja. Mirtillo, fragola, pombelmo, pesca. Fragola. Fragola, ok. Posto? That's it. That's it. Ok. Grazie mille, grazie. Za začetek smo si zaslužili eno kavico, da bomo dobile malo moči in šle potem naprej na sprehod. Zdaj per me? Sì, grande baguette. Sì, grazie. Čin. Mi je pa Matjaž zdaj pisal, da s takim tempom ne bomo kmalu prišli danes do Markovega trga. Za vse skupaj smo plačali 20 €, ker se nam je zdela kar primerna cena. Imeli smo en zajtrk, en kapučino, eno belo kavo in pa en čaj. Imamo res čudovito vreme, nebo je pa prav brez oblačka. Benetke niso le mesto na vodi, ampak pravi živi muzej, kjer vsak kotiček skriva svojo zgodbo. Ko se umakneš stran od glavnih turističnih ulic, začutiš tisti pravi, skriti čar mesta. Pogled na čudovito arhitekturo, ki se že stoletja zrcali v kanalih, te preprosto očara. Tukaj se zdi, kot da se je čas za trenutek ustavil, utrip mesta pa narekuje le lahkotno zibanje gondol. Vsak most, ki ga prečkaš, in vsaka ozka ulica te pripeljeta do novega, čudovitega razgleda. To so tisti posebni trenutki, ki si jih bom iz tega potovanja najbolj zapomnila. Prometa je pa po teh kanalih ogromno, tako da mislim, da morajo kar paziti, da se ne zaletijo. Kamor prideš, vse posod je lepo. Evo, pa smo prispeli na Markov trg. Na vrhu pa še Beneški lev. In končno smo tukaj, na veličastnem Markovem trgu. To je pravo srce Benetk, ki te svojo odprtostjo in energijo popolnoma prevzame že ob prvem koraku. Pogled na čudovito baziliko svetega Marka in mogočno Doževo palačo je preprosto
neopisljiv. Vsak detajl na teh stavbah priča o bogati zgodovini in nekdanji moči tega mesta. Kljub množici ljudi je tukaj nekaj čarobnega. Sprehod med temi mogočnimi arkadami je preprosto nekaj, česar na potovanju v Benetke nikakor ne smeš izpustiti. Zdaj gremo pa še do mostu Rialto. Most Rialto je eden najznamenitejših mostov v Benetkah, je tudi najstarejši most in prečka ta veliki kanal. Značilen je po svoji kamniti arhitekturi in pa po seveda čudovitem razgledu. Na mostu so številne trgovince, da lahko kaj zapraviš. Cele Benetke so prepletene s temi uličicami, ki pa so polne trgovin, lokalnih in tudi tistih manj lokalnih. Sprehod po Benetkah pa seveda ni popoln brez nečesa sladkega. Zavili smo v čudovito lokalno slaščičarno na pravo malo razvajanje. Te čokoladne kroglice, ki smo jih degustirali, so bile preprosto božanske, popolna mešanica bogate čokolade in prave beneške tradicije. Benetke so res nekaj posebnega. Tok mostov, vode, ozkih ulic in zanimivih kotičkov na enem mestu. Kakšen mir. Le sem limone. Sai zikar dober sladoled, če je taka gužva, ne? Scusa, questi palini sono gelato? Gelato con pasta di riso. Aha. Mochi? Aha. Pistacchio, mango, Fragola. vaniglia, tè verde. Vanilja. Perfetto. Za vodo je kar po celem mestu poskrbljeno in voda je pitna. Čin. Golobov je v mestu še kar nekaj, ampak precej manj, kakor jih je bilo včasih. Benetke imajo več kot 400 mostov in skoraj na vsakem koraku prečkaš kanal. In glih zaradi tega je tudi sprehod po mestu prav nekaj posebnega. Ti kanali niso prav globoki, glih toliko, da grejo te ladjice in čolniči po kanalu. Čin. Thank you, have a nice day. Zdaj pa kar počasi in pogumno proti železniški postaji. Ura je zdaj 5, mi imamo pa vlak ob 6, tako da imamo glih še 1 uro časa. Naredimo še kak kratek sprehod in potem pa na vlak pa domov.
Najlepši spomini pogosto nastanejo takrat, ko si vzamemo čas za potovanje, opazovanje in trenutek zase. Danes sem naredila kar precej korakov, videla veliko lepega in odhajam domov z lepimi vtisi. Če vam je bil vlog všeč, bom vesela vašega komentarja, všečka in naročnine na kanal. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, pejte tudi vi na kak sprehod, mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau!